Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 18. september 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Most o težavah gospodarstva. Hrvaško gospodarstvo prehiteva slovensko, ki mu je država naložila pretežak tovor. Proizvodnja električnih SUV-jev v Gradcu napoveduje širitev na avstrijski in slovenski trg ter odpira vprašanje o prihodnosti hoške lakirnice. Mariborski Klajnber je več kot plezalni center. V novi dvorani z novo energijo gradi isto skupnost. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Na letošnjem sejmu obrti in podjetništva v Celju se ni govorilo le o inovacijah in poslovnih priložnostih, temveč predvsem o tem, kako težko je danes v Sloveniji sploh še poslovati. Gospodarstveniki so jasno in glasno opozorili. Davčni primež je eden najvišjih v razvitem svetu, administrativne in finančne obremenitve pa dušijo konkurenčnost. Medtem ko Hrvaška šprinta naprej, Slovenija caplja zadaj. In to kljub obljubam vlade o razbremenitvi plač. A kaj se skriva za številkami in izjavami? Zakaj podjetja selijo svoj sedež v Zagreb, čeprav je ta od Ljubljane oddaljen enako kot Maribor? In kako je mogoče, da se ob rekordnem trošenju države podjetniki počutijo kot molzne krave, ki jih je treba iztisniti do konca? Dogajanje v Celju je spremljala kolegica Rozmari Petek. Rozmari, zakaj je bilo slišati, da slovensko gospodarstvo izgublja konkurenčnost v primerjavi s Hrvaško? Kje so razlike med državama, ko govorimo o gospodarstvu? Hrvaška ima, tako so v Celju povedali podjetniki, skromnejšo obdavčitev plač. Razlika med bruto in neto plačo je bistveno nižja, kar je dobro tudi za zaposlene, ki so lahko z višjo neto plačo tudi večji potrošniki. Na Hrvaško naj bi se selil tudi sektor prevozništva, saj jim je naša država, kot se je slikovito izrazil podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Peter Pišek, naložila preveč tovora. Kako se odzivajo gospodarstveniki na predloge vlade, kot je obvezna božičnica, in kaj pričakujejo od politike? No, ta predlog je v javnost, v navednicah, prišel kot naročen ravno dan pred otvoritvijo sejma. Gospodarskemu ministru Matjažu Hanu je teklo po hrbtu, ko je poslušal kritike. Božičnice že, a prej je treba razbremeniti plače, so bili jasni. Vprašali so se tudi, kaj tak predlog pomeni za javne uslužbence. Jasno, da še večjo obremenitev državnega proračuna, ki ga polnijo prav gospodarstveniki. Ti ne želijo biti molzne krave, so dodali. Minister Matjaž Han je bil v ospredju dogajanja, ni mu menda bilo lahko. Kako se je znašel, kaj je povedal in menda je presenetil tudi z eno prav posebno čestitko. Komu je bila ta namenjena? Minister Han se je strinjal z gospodarstveniki glede preobremenitve plač. Spretno je pozval vse, leve in desne politike, in teh je v letu pred volitvami bilo na sejmu znova veliko, da je za premike na tem področju potreben družbeni dogovor. Je pa res zbrane precej presenetil tudi s čestitko. Namenil jo je prvaku SDS Janezu Janši, ki je na dan otvoritve praznoval rojstni dan. Naj dodam še, da je Han eden tistih politikov, ki se obrtnikom in podjetnikom ni zameril. Pohvalili so ga, da ima posluh zanje. Nenazadnje se jim javi celo zvečer, če ga pokličejo, je bilo slišati. Več takšnih Matjažev je na otvoritvi dejal prvi mož obrtnikov Blaž Cvar. In morda še ena zanimivost, Mitja. Danes bo gospodarski minister, ki se za čas sejma seli v Celje, na sejmskem prostoru ministrstva gostil vse nekdanje gospodarske ministre. Leve in desne. Hvala, Rozmari. Kitajski proizvajalec električnih vozil XPeng je naredil pomemben korak v svoji evropski strategiji. Zagnal je prvo proizvodno linijo v tovarni Magna Steyr v Gradcu. Gre za zgodovinski trenutek, saj je to prvo sodelovanje med Magno in kitajskim proizvajalcem v Evropi. Sprva bodo v Gradcu sestavljali električna SUV modela G6 in G9 Sport, kasneje pa naj bi sledila tudi limuzina P7 Plus. Vozila bodo delno izdelana na Kitajskem, nato razstavljena in ponovno sestavljena v Avstriji po metodi SKD, kar omogoča nižje uvozne dajatve.
Magna s tem partnerstvom odgovarja na spreminjajoče se potrebe trga in si prizadeva za ohranitev proizvodnje, ki je v zadnjih letih upadla. Leta 2023 so v Gradcu izdelali več kot 100.000 vozil, lani pa le nekaj več kot 70.000. Odstopi partnerjev, kot so Jaguar, BMW, Toyota in Fisker, so pustili praznino, ki jo Xpeng zdaj vsaj delno zapolnjuje. Xpeng ima ambiciozne načrte, letos so prodali že 270.000 električnih vozil, dolgoročno načrtujejo letno proizvodnjo 380.000 vozil. Vstop na avstrijski trg pomeni tudi širitev v Slovenijo, kjer bosta prodajo vozil prevzela Autovolis in portugalski Satano. Ob tem se poraja vprašanje, ali bi lahko ta posel oživil proizvodnjo v hoški lakirnici Magne v Slivnici. Trenutno tam poteka ukinitev proizvodnje prototipov, 30 zaposlenih bo prejelo odpovedi, le 2 naj bi delo nadaljevala v Gradcu. V lakirnici ostaja le še 32 zaposlenih, ki delajo na skupnih projektih koncerna. Odgovor na vprašanje o prihodnosti obrata pa bo morda znan po sestanku med lobistom Magne Dieterjem Althausom in ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, kjer naj bi razpravljali tudi o carinah, enem ključnih razlogov za prihod Xpenga v Avstrijo. Balvanski center Kleinberg je že od leta 2017 pomemben del mariborske športne krajine, a z odprtjem nove večje dvorane februarja letos je naredil velik korak naprej, tako v fizičnem prostoru kot v svoj vlogi v skupnosti. Nova lokacija na Črtomirovi ulici ponuja 1300 kvadratnih metrov plezalne površine, kar Kleinberg uvršča med največje balvanske centre v Sloveniji. A velikost ni edina prednost. Center je zasnovan z mislijo na vse generacije in vse ravni znanja, od otrok in začetnikov do izkušenih tekmovalcev. Lastnika Jakob Bizjak in Marko Potisk poudarjata, da je nova dvorana odprla vrata širši skupnosti. Prej bolj zaprta plezalna scena se je razširila, obiskovalci prihajajo ne le iz Maribora, temveč tudi iz Ljubljane, Koroške, Avstrije in Hrvaške. Nova sezona, ki se začenja septembra, pomeni začetek novega poglavja. Z boljšimi pogoji, več prostora in večjo dostopnostjo. Kleinberg ponuja 260 plezalnih problemov, ki jih redno osvežujejo, težavnost pa je označena z barvami od stopnje 1 do 8. Balvansko plezanje je dostopno in varno. Potrebni so le plezalni čevlji in malo magnezija, vse ostalo je na voljo v centru. Poleg rekreativnega plezanja center ponuja tudi strukturirane programe. Tečaje za otroke in odrasle, treninge za tekmovalce, športne dneve za šole, rojstnodnevna praznovanja in celo team buildinge za podjetja. Posebnost Kleinberga je terapevtsko plezanje. Program namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije. Takšnih programov je malo, saj primanjkuje ustrezno usposobljenega kadra, zato je Kleinbergov prispevek na tem področju še toliko pomembnejši. Poleg fizičnega prostora, Kleinberg gradi tudi digitalno izkušnjo. Z lastno aplikacijo Balvanko omogoča plezalcem, da spremljajo svoj napredek, beležijo preplezane proge in podajo povratne informacije. Aplikacija je del širše vizije, narediti plezanje bolj interaktivno, povezano in dostopno. V Kleinbergu ne gre le za šport. Gre za skupnost, ki se je v 8 letih razvila v prostor prijateljstva, pripadnosti in osebne rasti. Kot pravi Potisk, je največja vrednost centra prav v tem, da ljudje tukaj sklepajo prijateljstva, se družijo in se ob tem dobro počutijo. Kleinberg je tako postal več kot le plezalni center. Postal je srce mariborske plezalne skupnosti. To je bil Večer zjutraj 18. septembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.